električna polnilnica tudi v Metliki. Kakšno je stanje mestnega drevja v Novem mestu? 80 let vsestranskega kulturnika Staneta Pačka. Dober večer. Metlika se je danes uvrstila na zemljevid mest z električnimi polnilnicami in tako storila prvi korak k spodbujanju elektromobilnosti na njihovem območju. Danes so namreč v naselju Borisa Kidriča v neposredni bližini lekarne slovesno odprli prvo javno dostopno polnilno postajo za električna vozila z 2 polnilnima mestoma, ki vsem uporabnikom omogoča brezplačno polnjenje njihovih električnih vozil. Zmeraj smo čakali, da se pojavi potreba potem, to pomeni, da nekdo kupi električno vozilo, vendar je potem to kot kura pa jajce, kaj je prej. In odločili smo se sedaj, da skupaj z Elektro Ljubljana naredimo ta korak. Družba Elektro Ljubljana je krila vse stroške elektromontažnih del ter stroške opreme in priključitve postaje. Občina pa je poskrbela za gradbena dela in uredila priklopni mesti. Uredili smo jih ločeno od obstoječih parkirišč, na ta način tudi ne obremenjujemo tega kraja Metlike, ker vemo, da imamo kar težave z parkiranjem. Prvi priklop je opravil Andrej Kunič iz Črnomlja, eden od 2 Belokranjcev, ki že imata električno vozilo. Kot je dejal, obstoja več razlogov za uporabo električnega avtomobila. Prvi pa je, da med vožnjo in zastoji v zrak ne spuščajo nobenih kancerogenih plinov, rakotvornih saj in nanoprahu, ki nam dokazano škodijo in nam skrajšujejo življenjsko dobo. Danes se ocenjuje, da vsako leto v Sloveniji zaradi onesnaženja, ki ga povzroča promet, umre od 1000 do 1500 ljudi, kar je 10-krat več kot v prometnih nesrečah. Na slovenskih cestah se število električnih in hibridnih vozil v zadnjem času znatno povečuje, ocenjujejo v družbi Elektro Ljubljana, ki je doslej postavila več kot 50 polnilnih postaj po Sloveniji. Lani so zabeležili 4300 polnjenj, do oktobra letos pa že več kot 10 000. Polnilnica v Metliki sodi med srednje hitre polnilne postaje. Tukaj se avto napolne, zdaj ne vem, mislim, da okrog 4 ure potrebuje 3 do 4 ure za polnjenje. Zdaj poznamo že bistveno močnejše polnilnice, ultrahitre, hitre. Vendar predstavljajo veliko obremenitev za električno omrežje, pravi Ribič. Glede na to, da je vlada sprejela zavezo, da bo leta 2030 v Sloveniji 1/5 avtomobilov na električni pogon, jaz upam in prepričan sem, da je vlada, ko je sprejela te zaveze, tudi vedela, kaj dela in da ve, da moramo zato predvsem posodobiti omrežje in ga ojačati. Elektrodistributerska podjetja smo to sposobna opraviti, vendar bo treba najti denar, dodaja Ribič. Druga svetovna vojna je v številnih slovenskih krajih terjala izjemen davek. Okupatorja sta smrt in bolečino sejala tudi v Šentjerneju, kjer so se z današnjo skupno komemoracijo spomnili padlih borcev, pobitih talcev in žrtev bombnih napadov v letih okupacije. Na slovesnosti, ki je med drugim prisostvovalo lepo število mladih z osnovne šole, so se spomnili tudi krutih dogodkov iz oktobra 1943. Ko je v bistvu nemška ofenziva tukaj terjala zelo veliko človeških življenj, je terjala v bistvu 50 partizanov in 350 nedolžnih vaščanov, prebivalcev teh okoliških krajev. Letos tako mineva 74 let od krute nemške ofenzive, v kateri je četa Gubčeve brigade utrpela visoke izgube. V Šentjerneju je okupator pobil 27 nedolžnih ljudi, na Ajdovi njivi pa je v krvi obležalo 17 kmečkih gospodarjev, dodaja Zagorc. Nemci, ta ofenziva jih je nagnala na to nepožeto Ajdovo njivo, da so mogli, bi rekel, bežati, za njim so pa strojnico zapele z rafali in jih ubile. Slavnostni govornik na komemoraciji je bil član predsedstva Šentjernejske krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Lojze Podobnik, ki je poudaril, da spomin na vse, ki so darovali svoje življenja za svobodo slovenskega naroda, nikoli ne sme zbledeti. In ne smemo dovoliti, da so spomenike zaraste grmovje in plevel.
Naša odgovornost in dolžnost je, da te resnice spoštljivo prenašamo na zanamce. Slavnostni govornik je med drugim opozoril tudi na procese spreobračanja zgodovine, ki se zadnja leta odvijajo v Sloveniji in Evropi. Gospodje, ki to počnejo, so očitno neuki in zavedeni posamezniki, ki pozabljajo ali nočejo vedeti, koliko zla so med drugo svetovno vojno storili nacisti, fašisti in narodni izdajalci. Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa se iz nje ogromno naučimo, je še dodal. Zato ne bodo taki dogodki v spomin in opomin, da se podobne grozote nikoli več ne bi ponovile. Regijska štipendijska shema, ki jo je pred leti kot pilotni model postavila Posavska razvojna agencija, deluje po prenovljenih pravilih. Lani zaradi pomankanja državnih sredstev ni bilo razpisanih kadrovskih štipendij, zdaj pa je zagotovljen denar za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, razpis pa bo odprt skozi vse šolsko leto. Namenjen je delodajalcem, ki pa se lahko v shemo prijavijo tudi že s svojim štipendistom. So pa na regionalni razvojni agenciji poskrbeli tudi za obveščanje štipendistov. Vseeno smo se nekako poslužili tega modela kot v preteklosti, se pravi, da smo najprej pozvali delodajalce, da objavijo svoje potrebe po kadrovskih štipendijah, tako imajo na primer bolnišnica Brežice in podobne organizacije oziroma DOO-ji imajo objavljene potrebe na naši spletni strani, se pa potem štipendisti obrnejo direktno na delodajalce. Delodajalec prek sheme dobi 50% sofinanciranje štipendije, za deficitarne poklice celo 70%. V shemi so tudi štipendije za študij z področja kulture v tujini, ki jih v celoti financirajo posavske občine. Pri čemer je treba izpostaviti, da se štipendije ne izključujejo, se pravi, lahko imajo tudi kakšen Erasmus ali pa karkoli drugega, tako da štipendije se da še vedno dobiti. Za te vrste štipendije je rok za oddajo vloge le še do 3. novembra. Kitajski pregovor pravi, da je bil najboljši čas za saditev drevesa pred 20 leti, drugi najboljši čas pa je danes. Mestno drevje v Novem mestu je zaradi sečnje v središču mesta v zadnjih tednih doživelo neverjetno pozornost, projekt Dihaj z mano pa opozarja na mnogo več. Projekt Dihaj z mano mestno drevje v Novem mestu, ki ga je izvedlo društvo Estetika, društvo za spodbujanje etike v prostoru, nam je postregel s pregledom stanja dreves v Novem mestu, izdajo publikacije in odprtjem fotografske razstave na to vedno bolj aktualno tematiko. Namen tega projekta je opozarjanje na drevesa v fazi, ko lahko za njih v bistvu še poskrbimo. To pomeni ne takrat, ko padejo, ampak zdaj, ko so še v bistvu nekatero v dobri kondiciji, nekatero malo slabši, ampak da se ga da še v bistvu rešiti za naslednje generacije. Obstaja velika razlika med mestnimi in gozdnimi drevesi. Svojstvena umetnost je tudi njihovo vzdrževanje. Najbolje je to, da je v bistvu drevo posajeno primerno, to je na začetku, in pa da ima v bistvu dovolj prostora. Predvsem je največji problem vzdrževanja mestnih dreves posegi, ki so v mestu stalnica. Vleče se različne vode, kakorkoli, in ti vodi so potem tisti, ki posegajo običajno k drevesom. Pred nekaj tedni so ob začetku prenove mestnega jedra Dolenjske prestolnice posekali nekaj dreves, kar je sprožilo pravo ogorčenje v javnosti. Strokovnjaki pa so prepričani, da je bilo ta drevesa nujno odstraniti. So načrtovane ureditve, ki bi lahko resno ogrozile kakršnakoli drevesa na tistem mestu, ker so kar obsežne preureditve tudi podzemnega sloja, gospodarske infrastrukture, tlakov, višinsko niveliranje tlakov, precej drugačno, kot je bilo zdaj v obstoječem stanju. Kar se mi zdi pomembno povedati, je pa to, da so ta drevesa bila že v veliki meri zelo poškodovana. Težave z omenjenimi drevesi so se začele že davno pred sečnjo. So pred nekaj leti prav ta drevesa žal zelo nestrokovno obsekali, obglavili praktično. Takrat smo nekateri iz stroke opozorili pristojne, da pač ni prav, da se na tak nestrokoven način ravna z drevesi v Novem mestu. To tudi ni bil prvi primer nestrokovnega ravnanja z drevesi v Novem mestu. Po tem dogodku so začela drevesa zelo hitro propadati. Namen tega projekta je tudi v tem, da se takšnim situacijam v prihodnje čim bolj izognejo. Med drugim so otroci na delavnici izdelovali ptičje hiške, ki bodo od sedaj krasile nekatera novomeška mestna drevesa.
Deklica z rastočo knjigo, ki so ji v Šmarjeti ob lanskem slovesnem odkritju nadeli ime Marjetka, je v včerajšnjem šolskem kulturnem dnevu prvič zrasla za nekaj centimetrov. In to z beležko vrednot, ki bo učence skozi vse leto opominjala na njihov pravi pomen v vsakdanjem življenju. Te so med drugim spoznavali tudi na delavnicah 8 krogov odličnosti. Pri snovanju beležke vrednot po abecedi rastoče knjige so pod vodstvom Kristine Ščuke sodelovali vsi učenci osnovne šole. Najmlajši so predvsem risali, nekoliko starejši pa že konkretno napenjali možgančke. Najlepše slike so prišle v to knjižico in v spodaj so napisane tudi misli, ki nam dajo nov zagon, nov pogum čez celo šolsko leto. V to knjižico lahko napišemo domače naloge, urnike, preverjanja in ocenjevanja. Učenci in učenke 7. razreda so sicer pozornost posvetili 2 črkama. Pri U smo napisali upanje, ustvarjalnost, umirjenost, umetnost in učenje. Pri T je bila pa tradicija, trajnost, toplina, trud in tišina. In še mnogo vrednot so v beležko zapisali učenci, med katerimi po mnenju ravnateljice izstopa predvsem odgovornost. Ta je navsezadnje tudi del šolskega slogana: znanjem odgovorno v svet. Kajti odgovoren človek je človek, ki ve, kam hoče in kaj želi, ki ima pred sabo svoj cilj, ki ima začrtano pot in seveda vse to zagotavlja tudi, da bo v življenju uspešen in da se bo takrat, kadar bo naletel mogoče na težave, tudi pobral. Slavnostni govornik na prireditvi je bil idejni oče vseslovenskega projekta, ki je že davno prerasel nacionalne meje, Janez Gabrijelčič. Kot pravi, je šmarješka občina lani z Marjetko dobila novo občanko, saj njen duh zaradi učenju vrednot predani šoli še kako živi. Ta deklica seje to optimistično noto. Ne sovraštvo, ljubezen je tisto, kar gradi. In to je lepo sporočilo tudi Sloveniji. Tudi v Šmarjeti hočemo predstavljati Slovenijo. Na osnovni šoli hkrati že snujejo drugo poglavje rasti Marjetke z rastočo knjigo, ki bo nosilo naslov Po dolini Šmarješki nas vodi korak. Zamislili pa smo si to tako, da pač začrtamo poti, ki bojo namenjene za sprehode, za peš poti, tako za turiste, kot za družine, kot tudi za naše učence. Seveda s poudarkom na naših naravnih lepotah. In na vrednotah, o katerih bodo obiskovalci lahko razmišljali na različnim starostnim skupinam prilagojenih poteh. V Mokronogu smo bili priča neverjetnemu festivalu kulture, veselja in domišljije. Na proslavi ob 80-letnici vsestranskega kulturnika in očeta škratov mokronoscev Staneta Pečka smo videli presek bogatega ustvarjalnega zanosa častnega občana mokronoške občine. V Trebanjski in Mirnski dolini že ves teden potekajo dogodki, ki so posvečeni Stanetu Pečku. Moram povedati, da sem presenečen. To je prva zadeva. Druga zadeva, jaz sem bil na to prireditev povabljen tako kot ostali z vabilom, tako da nisem nič vedel, kaj se bo dogajalo. V stvari so pa naredili neki presek mojega dela, pa sem skoraj sam začuden, kaj sem se počel. Prireditev, ki sta jo ob izdatni pomoči lokalnih društev priredila Mokronoška občina in Trebanjska knjižnica Pavla Golije, je resnično odlično uspela. Tele moje lutkarce so fantastične, naredijo iz nič veliko, pa ni bilo presladko, da tako rečem, s pravo dozo, srečen sem. Ne le mokronosci, Peček je tudi idejni vodja festivala Ahte Orglice, glasbenik, scenarist in pisatelj, ki je pred dnevi izdal svoj prvi roman Netopir. Nekateri se pač rodijo s čutom za kulturo. On je tako vsestranski umetnik, da se pravzaprav skoraj da ne moremo navadni zemljani zamišljati, da je mogoče vse to zajeti. Človek bi rekel, da še takrat, ko spi, snuje. Vsi so bili enotnega mnenja. Ljudje, kot so Stane Peček, so prava redkost. Ne rojevajo se redno, ne rojevajo se vsako leto, ampak kadar pa se pa taki, kot je Stane.
Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu novic. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.